Nikina zmaga in poraz cepetavčka Tonina. Še en mali korak za Niko in njene prijateljice in prijatelje, velik skok za Slovenijo in Evropo ter enormna sramota za slovensko desnico, ki je v škodoželjnosti in ozkogledosti v Evropi, razen nekaj burkežev, ni para. Tako je odlično povzela dogajanje minule srede pravnica in aktivistka Barbara Rajgelj. Poslanci Evropskega parlamenta, tako levi kot desni, so ta dan namreč v Štrasburu podprli pobudo My Voice, My Choice za varen in dostopen splav po vsej Evropski uniji, ki jo je sprožil inštitut 8. marec. Na plenarnem zasedanju je za resolucijo v podporo državljanski pobudi, ki jo je predtem podpisalo več kot milijon Evropejcev, glasovalo 358 evroposlancev, 202 sta bila proti, 79 pa vzdržanih. Repenčenje, kikirikanje, metanje polen in cepetanje evropskega poslanca cepetavčka Tonina ni pomagalo in obradilo sadov. Umazane igrice, ki se jih je politik iz Kamnika izuril domači politiki in jih kronal v času covida, mimogrede na ukrepe in zdrahe iz tistega časa smo že povsem pozabili, kaj ne, v Evropi niso vžgale. Ne le Tonin, vsi slovenski desni poslanci v Evropskem parlamentu so se v tej zgodbi postavili na stran skrajne desnice in se s tem razkrili. Ne more biti drugače, kot da tudi v Sloveniji delajo iz vrednotnih izhodišč, ki so bližje skrajni desnici kot krščanski demokraciji. V slovenskem prostoru moramo biti zato zelo pozorni na to, kaj takšne politike prinašajo in se jim upreti, so aktivisti opozorili že iz Štrasbura. Da je Tonin prav srčkan v svojem vztrajanju pri nečem, kar je popolnoma nesmiselno in protiustavno, je dejala Nika Kovač. Pa tudi, da je v kontekstu Evropskega parlamenta povsem irelevanten. Ali cepetavček Tonin že zbira podpise za to, da bi imele vse ženske v Sloveniji dostop do ginekologa? Ali pa za več veselja do življenja, kar ga v njegovi demografski zimi menda tudi skrbi in kar je tisto, kar menda potrebuje Evropska unija? Ne vemo. Vemo pa, da lahko ekipa 8. marca praznuje. Kdor se zadnji smeje, se pač najslajše smeje.